Pred nami je še eno preverjanje. Začnemo pri prvi nalogi. Nariši množico točk, za katere velja. Zdaj tukaj moramo vedeti, če je strugi neenačaj, bo črtkana črta ob robu in tukaj, ko je manjše ali enako, bo polna črta, ker je -2 zraven, tukaj bo tudi črtkana črta. X-e bomo seveda označevali na X-osi, Y-e na Y-osi. Pomembno je, da je izhodišče označeno in enote v X in Y smeri. Pa še to, če piše, da je X manjše od 2, to je isto, kot da bi pisali, da je X manjše od 2 in večje od minus neskončno. Gre od minus neskončno naprej. No, zdaj pa kar ustavimo. Se pravi, X je omejen z 2, ker je 2 strogo večje od X, bo pri 2 črtkana črta. Jo narišemo in pobarvamo. Kar se tiče X-a, je v redu vse to, kar je tukaj na tej strani. No, potem pogledamo še Y. Y je pa od -2. -2 je tukajle in -2 je zraven, zato je tukaj polna črta. In do 4, to je pa 1, 2, 3, 4, ker štirka ni zraven, je tam črtkana črta. In potem vzamemo barvo in pobarvamo še to množico točk. Naša skupna rešitev je pa tisto, kjer so obe množice, se pravi tukajle vmes. Pazimo še samo, kar je na robovih. Pri prvi je tukaj črtkana črta, zato je tudi naša množica omejena, tukaj je tudi črtkana črta, medtem ko tukaj je polna črta. No, zdaj imamo drugo nalogo. Imamo dani 2 točki, 5 in 2, to je nekje tukajle, in 3 in -4, kar je nekje tukajle, in našo funkcijo. Zdaj, to, kar vidimo, je takoj, da je funkcija naraščajoča in zato mora biti k večji od nič. Zapisati moramo v vseh 3 oblikah. Te oblike so eksplicitna ali razvita. To je ta najbolj običajna, ki jo bomo tudi najprej dobili, y je k-krat x plus n. Potem je implicitna ali splošna ali nerazvita, je to, ko imamo vse na eni strani. In segmentna, ta je pa ta x lomljeno z m plus y lomljeno z n je ena, rečemo je tudi ocekovna oblika. Štartamo torej z eksplicitno obliko. Tukaj moramo najprej izračunati k, po formuli. y2 minus y1 lomljeno z x2 minus x1. To je x1, to je y1, to je x2, to je y2. In vstavimo. y2 je -4, y1 je 2, x2 je 3, x1 je 5 in imamo -6 deljeno z -2 je 3. To je naš k. Zdaj, naša eksplicitna oblika se že sliši takole. 3 krat x plus n. Manjka nam še n, ki ga bomo sedaj izračunali. Kako? Tako, da bomo za k vstavili 3, kar je že, in še eno točko, recimo da prvo, bomo vstavili tukaj noter. Y prve točke je 2, x prve točke je 5 plus n. Torej enačba 2 je, 3 krat 5 je 15, plus n in iz tega dobimo, da je n 2 minus 15, kar je minus 13. Imamo torej eksplicitno enačbo, y je 3 krat x minus 13. Iz tega bomo zdaj brez težav dobili implicitno obliko. Kako dobimo implicitno? Vse damo na eno stran, se pravi tudi x-e. 3x, dajmo y tja, minus y minus 13 je nič. In to je že implicitna oblika. Implicitna. Segmentna pa pustimo x-e in y na eni strani, številko damo na drugo, ker mora biti tukaj 1, zdaj vse delimo z številko.
Pa še nekaj popravimo, tukaj napišemo plus in minus damo v spodaj. In ugotovimo, to je 1, moti nas še samo tale trojka, ki jo bomo prenesli v dvojni lomek v spodaj. In bomo dobili takole. X lomljeno 13 tretjin plus y lomljeno z minus 13 je enako 1. To je pa naša segmentna oblika. Smo pri tretji nalogi, dana je družina linearnih funkcij. Tako moramo določiti A, da bo graf vzporeden grafu. Zdaj, smerni koeficient pri drugem grafu je 5. Pri prvem pa vse to, kar je zraven x-a. In funkciji sta vzporedni, takrat, ko je smerni koeficient prve funkcije isti kot smerni koeficient druge. Torej imamo 2 minus a je enako 5, iz tega dobimo, minus a pustimo, je 5 minus 2, minus a je torej 3 in naš a je minus 3 in to je rešitev. Pri četrti nalogi moramo določiti presečišče, grafično in računsko. Zdaj grafično narišemo. Zdaj pa to še izračunamo. Y prvi mora biti isto kot y drugi. V našem primeru namesto y napiše px, p od x tukaj za 2 pa f od x. Torej v bistvu iščemo, kdaj bo p od x isto kot f od x. P od x je 2x minus 4, f od x je pa minus x plus 2. X damo na eno stran, 2x plus x je isto kot 2 plus 4 in je to 3x je 6 in x je enako 6 tretjin, delimo s 3, je 2. Torej x presečišče je 2, še y koordinato moramo izračunati, vstavimo od enega, recimo do prvega, y je 2x minus 4, tukaj je noter, y je 2 krat 2 minus 4 in to je 4 minus 4 je nič. Torej je naše presečišče 2 in nič. Eto, in imamo presečišče, ki je res v 2 in nič. Zdaj pa izračunaj dolžino daljice in določi koordinate njenega razpolovišča. Zdaj tukaj ni nujno narisati, lahko si naslikamo, zato da bomo približno vedeli, če delamo prav. 2, 3, 4, 5, 6, pa minus 1 je tukajle in točka B je 3, 3, tukaj. Središče je nekje na sredini, se pravi, koordinate bojo okrog 1 pa pol, pa nekje 4 ali pa kaj takšnega. Mi pa uporabimo formulo za središče, x1 plus x2 polovic, pa y1 plus y2 polovic, to je naš x1, to je y1, x2, y2, in je x1 je 6 plus 3 polovice in minus 1 in plus 3, tudi polovice. Kaj dobimo? 6 plus 3 je 7 polovic in minus 1 plus 3 je 2, polovic je 1. Pogledamo, je koordinate približno tam? Je, tam nekje je res naše središče. Zdaj pa še dolžino daljice, zato pa uporabimo drugo formulo. Razdalja od A do B je koren iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. x2 je 3, x1 je 6, y2 je tudi 3, x1 je minus 1 in zdaj je minus minus 1, kar je potem plus 1 na kvadrat. In je to 3 minus 6 je minus 3, na kvadrat je 9, 3 plus 1 je 4, na kvadrat je 16, 9 plus 16 je 25,
kar moramo dati pod korenom, in je razdalja 5. Zračunati moramo še ploščino trikotnika in določiti orientacijo. Zdaj, do tukaj si lahko približno skiciramo, kje ta trikotnik sploh je. 3 minus 2 je takole točka A, B je 4 in 2 je nekje tukajle in točka C je 3 in 5 je tukajle. Torej imamo trikotnik, za katerega lahko takoj ugotovimo, kakšna je orientacija. Sledijo vsi tej smeri, torej orientacija pozitivna. Druga način za orientacijo bo pa to, da bomo izračunali determinanto na koncu, iz številk, ki jih bomo dobili, in kadar je ta determinanta pozitivna, takrat je trikotnik orientiran pozitivno. Enačba za ploščino, ki jo izračamo s črko S, je 1/2 krat x2 minus x1, x3 minus x1, pa y2 minus y1 in y3 minus y1. Še označimo točke. x2 je torej 4 minus 3, x3 je 3 minus x1 je še vedno 3, y2 je 2, minus minus 2 je plus 2 in y3 je 5, minus minus 2 je še vedno plus 2 in dobimo, da je S 1/2 krat, izračunamo, se pravi 4 minus 3 je 1, 3 minus 3 je 0, 2 plus 2 je 4, 5 plus 2 je 7, pomnožimo, 1 krat 7 je 7, takole, 7, 0 krat 4 je pa 0. 1/2 krat 7 je torej 7 polovic. Ploščina je 7 polovic, ker pa je to noter pozitivno, v determinanti je orientacija pozitivna. Za konec pa še en sistem. Zdaj, rešimo sistem z nasprotnim koeficientom, torej 3x minus 2y je 6, na drugi strani imamo minus x plus y je 4. Najprej se znebimo ene neznanke, recimo, da bo to neznanka y, zato bomo drugo enačbo pomnožili z 2, ker pa bomo imeli minus 2 pa plus 2. Če drugo pomnožimo z 2, dobimo minus 2x plus 2y je enako 8, medtem ko prvo prepišemo. In zdaj to dvoje seštejemo. Kaj dobimo? To dvoje se izniči, ostane pa x je enako 8 plus 6 je 14. Zdaj imamo dve možnosti. Lahko izračunamo y tako, da v eno enačbo vstavimo y14 in ugotovimo, da je x potem 4 minus 14, Zato, da izračunamo, koliko je potem y, vstavimo za x x14, se pravi imamo minus 14 plus y je 4, z tega dobimo y je 4 plus 14 in y je 18. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da enačbe, ki jih imamo, še enkrat napišemo, ampak se tokrat iznebimo neznanke x. To bi pomenilo, da moramo enačbo pomnožiti za 3. In kaj dobimo? Minus 3x plus 3y je enako 12, prva enačba je 3x minus 2y je 6, seštejemo se prvi dve izničita in ostane y je 18. Isti odgovor.